Lep pozdrav, dobrodošli na tednu odprtih predavalnic na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem na oddelku za zgodovino pri predmetu Zgodovina slovenskih dežel v srednjem in novem veku. Jaz sem docent dr. Lev Centrih, tudi namestnik predstojnika oddelka tukaj. Pozdravljam vse, ki so tukaj z nami. Vseeno bi pa vprašal, lahko mi tudi samo skljukcal vsi gostje, ki ste online trenutno z nami, če mi lahko javijo tisti, ki ni naš študent, ker vem, da so nekateri študenti in študentke izkoristili to priložnost hibridnih predavalnic, da so iz raznega razloga se nam pridružili online. Je kdo, ki je ravno kar končal pouk v srednji šoli in zdajle nas posluša? Mislimo, da ni, ne? Zaenkrat. Mogoče se bo pridružil. V vsakem primeru teh prvih 40 minut bo prav zaradi tega tedna odprtih predavalnic nekaj posebnega. Bomo ta del posneli in ga bo mogoče, če bom jaz zadovoljen s tem posnetkom, tudi objavili po naših spletnih omrežjih. Zdaj je pač teh uvodnih besed dovolj in bomo lepo šli na našo snov. Zadnjič smo imeli uvodno predavanje, kjer sem vam predstavil vso ogromno snov pri tem predmetu. Seznanjeni ste bili z vsemi vašimi študijskimi obveznostmi, režim glede izpitov. Prvi korake ste naredili tudi pri pregledu gradiva za seminarske naloge. Gledali smo integralni prevod Janeza Vajkarda Valvazorja, Čast in slava Vojvodine Kranjske, in študenti in študentke so bili, se mi zdi, navdušeni, kar je bilo samo moje veliko veselje. Ampak danes bomo začeli z našo prvo temo na tem velikem in dolgem popotovanju čez to najstarejšo zgodovino prostora vzhodnih Alp. Naslov predavanja je Slovanska družba in država oziroma Karantanija. Prva stvar, na kar vas tukaj opozarjam, je, da danes ne boste še vsega zvedeli o Karantaniji. Ni mogoče. Karantanije, znanja o Karantaniji ne boste osvojili z naskokom, tako da bi pač v enem predavanju obravnavali vse razsežnosti tega izjemno zanimivega fenomena zgodne srednjeveške države, pač pa bomo Karantanijo obravnavali najmanj še v naslednjem predavanju iz druge strani, ravno tako pomembne, to je pokristjanjevanje. Enega ključnih procesov za razumevanje političnega, kulturnega, ideološkega razvoja tega prostora. Danes bomo obravnavali bolj politično razsežnost, politične dejavnike, ki so sploh omogočili, oziroma nam nekaj pojasnjujejo, kako je v tem prostoru vzhodnih Alp prišlo do take posebne države, ki še danes buri domišljijo, pravzaprav je dolgo burila domišljijo. V starejši literaturi in ob kavarniškem čveku danes se Karantanija še vedno smatra kot slovenska država. In v literaturi tudi najveličastnejših zgodovinarjev, kot so Bogo Grafenauer, Milko Kos, boste redno brali, da je to bila v bistvu državna tvorba Slovencev oziroma slovenska. Kljub temu, da so bili tudi tako imenitni zgodovinarji, kot je bil Bogo Grafenauer, popolnoma prepričani tudi že takrat, da v bistvu o narodih v sodobnem pomenu v zgodnem srednjem veku se sploh ne moramo pogovarjati, kar je v bistvu nek izjemno zanimiv paradoks. Najmanj, kar tukaj v uvodu lahko povemo, je, da ima Karantanija kot nek res pomemben zgodovinski fenomen mnogo različnih življenj.
eno od njenih življenj, to je tisto bistveno, čas njenega obstoja, ki je precej zavito v meglo, o katerem v resnici v marsičem še vedno precej spekuliramo, ker so viri skopi. To je eno življenje. Drugo njeno življenje se začenja, da tako rečemo, z postopnim umikom srednjega veka, prihodom v novi vek, ko v bistvu dežela Koroška, ko njeno plemstvo začne razvijati žanr plemiškega zgodovinopisja in ko se ponosno spominja na svojo deželno zgodovino. In potem življenje Karantanije postane zanimivo, njena zgodovina od 19. stoletja dalje, kot eno od privilegiranih mitskih tematik o zgodovini Slovencev, slovenstva. In vam že takoj na začetku pokažem to izjemno zanimivo dopisnico. Njenega natančnega datuma ne znam povedati, objavljena je bila na Facebooku Muzeja za novejšo zgodovino. Če ste na družabnih omrežjih, se vam splača polinkati razne muzeje, razne zanimive regionalne skupine, kjer mnogi objavljajo zelo zanimive materiale. In to je ena od teh dopisnic, ki jo je založil klub koroških Slovencev v Mariboru. Jaz sklepam, da gre za medvojno obdobje po prvi svetovni vojni, v času, ko so mnogi krogi objokovali izgubo Koroške po tistem koroškem plebiscitu, po katerem je tisti del Koroške, veliki večinski del jasno ostal v Novi Avstriji. Tukaj bodite pozorni na tale napis, ki je pomemben. Narod naš dokaze hrani. Iz kje to izhaja? To ste pri kolegu Zajcu obravnavali. Lovro Toman, narod naš dokaze hrani. To je iz pesmi Lovra Tomana, enega od pomembnih nacionalnih voditeljev. In tukaj imate, evo, se srečujemo s prvimi podobami, brez katerih si ni mogoče predstavljati, obesediti, ne vizualizirati tega, o čemer že dolgo časa govorimo, da je karantanski mit. Karantanija kot začetek v bistvu slovenstva, slovenske države, pa potem izgubljene v srednjem veku in v narodnem preporodu, ko se narodi prebudijo v 19. stoletju, spet oživljene na nek način. Knežji kamen, gospa Sveta, Knežji prestolj, Gosposvetsko polje, prizorišča Krnskega gradu. Že zadnjič sem vam intrigantno v uvodnem predavanju povedal nekaj o temle Knežjem kamnu, ki je narobe obrnjen jonski steber, kot ga vidite. Mi natančno ne vemo, kje je ta kamen stal. Nimamo pojma. Vemo pa, to ponavljam, da od srede 19. stoletja je ta kamen dobil noge in so ga začeli premikati naokoli. Do takrat se zanj načeloma, tako se predpostavlja, ni zmenil nihče in je to zanimivo. Vse zanimivo. Danes tukaj vam lahko pokažem fotografijo tega Knežjega kamna, danes je shranjen v dvorani grbov, to je Koroškega deželnega zbora, dežele Avstrije, dežele Koroške v Avstriji. Nekaj časa je bil v Celovškem muzeju, če se ne motim, lahko primete za besedo, v času, ko je bil deželni glavar Jrk Hajder, je bil premaknen v prostore deželnega zbora. Do takrat je bil v Celovškem muzeju, še predtem je bil na dvorišču deželnega zbora Koroške in okrog tega so potekali veliki prepiri, spori, kdo si zasluži Knežji kamen kot svoj simbol spominjanja, državnosti, tradicije in tako dalje. Tukaj še nekaj uprizoritev. To je fenomenalna slika
Tukaj se mogoče ne vidi najboljše slikarja Gojmirja Kosa. Naslov te slike je, ki je čez celo dvorano velika umestitev na Gosposvetskem polju iz leta 1939. Slovenska narodna galerija. Tukaj le zgoraj, ta fotografija, o kateri sem vam zadnjič kazal, mislim vam je pa pokazal, o njej sem govoril, prikazuje partizansko stražo pred vojvodskim stolom na Gosposvetskem polju, ko pride spomladi maja 1945 do tistega na nek način patetičnega trenutka, ko je za trenutek osvobojeno oziroma pod kontrolo ne samo slovenske oborožene sile, ampak takrat jugoslovanske armade, tisto, o čemer se včasih govorilo in se še vedno govori, slovensko etnično ozemlje, ko kontrola slovenske vojske oziroma jugoslovanske armade kontrolira velik del tistega ozemlja, kot je narisan na tistemu Kozlarjevemu zemljevidu iz srede 19. stoletja. Pa zgodovinski dogodki pripeljejo do tega, da pač jugoslovanska armada zapusti Koroško. O vsem tem pač tukaj ne bomo govorili. Kljub velikim ambicijam, da bi določen del Koroške, da bi se popravljale meje, skratka nekako izničili rezultati plebiscita 1920, vendar to potihne. Ampak ta vojvodski prestol je še vedno tukaj, zdaj, če se ne motim, je pokrit, celo za steklom, da je zavarovan. In še vedno ga je mogoče videti tam v Celovški kotlini, pri tem Gosposvetskem polju. Zdaj, vse te podobe, ki aludirajo pač na najstarejšo zgodovino domnevnih Slovencev tega prostora, predstavljajo neko svoje posebno življenje Karantanije. Drugi narodi, druga ljudstva imajo pač svoje slavne začetke, kot je pač vsem jasno. Brez njih nacionalna doba ni zmogla. Pomembni so bili simboli že za dežele zgodnjega novega veka, za njihovo tradicijo, za deželno zavest, za domovinsko zavest, kot boste videli pri Valvazorju, za Kranjsko, za 17. stoletje recimo. To je skratka neko posebno življenje Karantanije. Mi seveda tukaj ne, moramo seveda tega vprašanja o teh življenjih ne, se moramo o njih spraševati na zelo sofisticirane načine. Gledati jih moramo kot zgodovinarji, kot neke zanimive fenomene, ki so pač očitno potrebni nekim nacionalnim gibanjem, političnim projektom. Važno pa je, da razlikujemo, da je pač ta Karantanija v svoji epohi realnega obstoja imela neko drugo življenje. In jasno, ljudje tiste epohe, voditelji te državne tvorbe, da jim tako rečem, ne, niso imeli kristalne krogle, niso mogli gledati v prihodnost. Skratka, živeli so neko svoje posebno življenje. In o tem bomo nekaj spregovorili. Zdaj, jaz seveda ne kot zgodovinar ne morem, po drugi strani, popolnoma negirati, oziroma sploh ne negirati, vprašanja vendarle kontinuitete slovanskih državnih tvorb tega prostora, v katerem je Slovenija danes, oziroma je danes pač Koroška in kjer še vedno živi slovenska manjšina, zgodovinske kontinuitete iz tistega časa na sedanji čas. Glejte, čeprav ne, to je pač hipoteza, ki jo tukaj imamo in je pač to neko vprašanje, ki ga bomo skozi imeli pred sabo, tudi kasneje, ko bomo šli globoko v srednji vek, ko rečemo, da v tistem času ne moremo v resnici govoriti o Slovencih, ne? Da lahko v bistvu v tem najstarejšem obdobju govorimo kvečjemu o Slovanih, pa že to je blazno nerodno.
vendarle v nekem ljudstvu, ki se razlikuje od Germanov, Romanov in drugih pač azijskih ljudstev, z specifičnim jezikom. Ne moremo reči, da to pač neko kontinuirano vezo z sedanjim stanjem, da to prav ničesar nima. Danes recimo seveda obstajajo, ampak danes vendarle, še vedno rečemo, da Slovenci kot narod so Slovani. Jaz iz slovenstva oziroma Slovencev kot naroda, moderne pač neke skupnosti, ne znam predstavljati mimo te karakteristike, da je pač to slovanski narod. Ampak slovanski narod je lahko slovenski narod samo, ukolikor v bistvu ima neko vezo z zgodovinskim slovanstvom. Skratka, neka vez zgodovinska, neke kontinuitete tukaj pač obstaja. Če ravno ljudje tiste stare epohe sebe niso imeli za Slovence, vsekakor ne za Slovence kot v današnji dobi. Kajti v tistem času, kot je poudarjalo že tudi starejše slovensko zgodovinopisje Bogo Grafenauer, je osnovna skupnost ljudi neko pleme, plemenska skupnost v tistih stoletjih, ko gre antika k koncu. In plemenske skupnosti so pač drugačne kot narodne skupnosti. To je enkrat ena. Niso mirujoče tvorbe. Dolgo časa, skozi stoletja so pač premične, ko se stabilizirajo, včasih iz njih nastajajo državne tvorbe, ki so lahko veličastne, velike državne tvorbe, ki pa pogosto, ne malo, kako brez duha in sluha, izginejo iz zgodovine. Govorili bomo recimo danes o pomembni skupnosti avarov, oziroma v literaturi znanih tudi kot obrov, kar je isto, ki obvladujejo širni balkanski prostor. Razvijajo neko državno tvorbo, ki je sicer z današnjo ne moramo primerjati, ampak potem izginejo iz zgodovine. Od njih ne ostane v bistvu nič od njihove kulture, državnosti, oziroma se ta kultura zlije z drugimi ljudstvi. Je v drugih se pač to ljudstvo avarsko zlije z drugimi ljudstvi. No, pač avarskega naroda nimamo mi danes. Vse meni ni znano na balkanskem prostoru. Lahko bi tukaj navezovali na velike zgodbe o tistem velikem mongolskem imperiju, največjem imperiju v človeški zgodovini, ki je lomil vse pred sabo, Džingis Kan, to vemo, ampak pač izgine iz zgodovine. Na nek način žrtev svojega uspeha, preveč se razširi, kaj je nemogoče obvladati. Tako da vse te stvari vam razlagam zato, ker hočem pojasniti, da ne obstaja neka usoda, da bo pač neko ljudstvo s nekim posebnim jezikom se tudi ohranilo skozi zgodovino. Tudi Germani, recimo germanska plemena, germanska ljudstva, ki razvijajo svoje državne tvorbe, kot so Langobardi, Goti in tako dalje, imajo svoje države, svoja kraljestva. A to je zelo daleč od sodobne Nemčije. Mislim, tudi nobene zgodovinske nujnosti ni bilo, da bi Slovani na koncu tukaj izoblikovali identiteto slovenskega naroda, ki bi zahteval v bistvu neko obliko politične, oziroma kulturne avtonomije in pa dejanske politične avtonomije oziroma svoje države. Zgodovina se je pač tako obrnila. Vsekakor tukaj ne moremo zanikati, ponovno poudarjam, da pač tokovi te velike slovanske naselitve v 6. stoletju, ko prijo prostor teh vzhodnih Alp, da nima res nobene veze sedanjo. Pač dejstvo je, tukaj je bila večina prebivalstva slovanska. In v tem prostoru, kjer smo mi zdaj tukaj, recimo, zdaj smo v Kopru, jaz razmišljam z ljubljansko glavo, z kranjsko glavo, se je obdržal slovanski jezik.
Trubar je recimo v 16. stoletju pisal, pač navadno, običajno ljudstvo pač ne govori nemški jezik. In je pač preživelo slovanstvo. Na Koroškem, avstrijskem, kjer je bilo pač jedro tiste Karantanije, pač skozi zgodovino je pač slovenski jezik izgubljal na moči in tudi od 19. stoletja dalje v nacionalnih bojih izgubljal in izgubljal in izgubljal. Zgodovina se je pač tako obrnila. Skratka, na tistem teritoriju, kjer je v glavnem, se danes predpostavlja, obstajala Karantanija, pač dejstvo je, da tam razen nekih robovov slovenske države danes tam ni. Slovenska država je nekje drugje, kot vsi zelo dobro pač veste. Zato je bil mit, oziroma zgodba o tej Karantaniji in njeni vezi z slovensko zgodovino, slovenskim nacionalnim prebojenjem, vedno povezan z nekimi tesnobnimi počutki. Izjemni zgodovinar, moj profesor na fakulteti Peter Štih, je duhovito rekel, da je za Slovence Karantanija Gosposvetsko polje neke vrste Kosovo polje. Pač neke vrste Kosovo, ne, za srbsko zgodovino, ne. Tako da ja, v vsakem primeru ne na tej točki zaključim, ne, da pač hipoteza, da pač Slovani, Karantanci in kakorkoli jih bomo že poimenovali, ne, še niso Slovenci. Ne. Hkrati pa ne moremo zanikati vprašanja o povezanosti, o vezi tistega časa z današnjim časom. Tega pa ne moremo. To so ta osnovna vprašanja in jih lahko tudi v bistvu na izpitu pričakujete. Ker ne glede na to, da jaz pač tukaj se strinjam s tistimi slovenskimi zgodovinarji, ki pač v tem času ne iščejo Slovencev, vi lahko zagovarjate nekaj povsem drugega. Važno je samo, da prepričljivo uporabljate tisto znanje, ki ga dobite v literaturi, na vajah in pri mojih pač predavanjih. To je vse, kar je važno. Lahko imate pa popolnoma drugačno interpretacijo. Ni pravilnega odgovora tukaj, ker tukaj se lotevamo pač problemsko. In naj še enkrat ponovim, paradoks na nek način. Slovani v tistih prvi epohi, ko govorimo po koncu antike, niso Slovenci, vendar so pa Slovenci danes vsekakor Slovani. Zdaj, kako je do tega prišlo? Je eno od vprašanj, ki pač ga mi pri tem predmetu popolnoma odgovoriti ne bomo mogli, ne? Zato, ker se bomo pač ustavili mnogo pred 19. stoletjem, ampak vi precej tega predznanja o 19. stoletju že imate. To so bila zdaj taka najbolj splošna globalna vprašanja. Je to jasno? Je tukaj kakšen komentar? Kakšno vprašanje? Kakšen ugovor? Zdaj, ko bomo nadaljevali, preden nadaljujemo in preden gremo na zgodovinske dogodke, preden se bomo začeli spraševati, kako je bilo s to Karantanijo, kako je do nje sploh prišlo, ko bomo gledali te zanimive zemljevide, velike premike raznih plemen in ljudstev, si moramo nujno zastaviti nekaj pač čisto v bistvu tehničnih vprašanj. Kako mi sploh vemo in na podlagi česa sklepamo o vseh teh pomembnih dogodkih, kot so selitve plemen, ljudstev po Balkanskem polotoku, v Alpah, njihovi preboji pač v Italijo. V čem je posebnost pač proučevanja te najstarejše zgodovine? V čem je njihova glavna značilnost? Glavna značilnost za raziskovalko tukaj je, da v primerjavi z vsemi kasnejšimi stoletji je zelo malo, relativno zelo malo zgodovinskih virov. Jasno, vsa stoletja kasnejša, ko gremo, je virov več. In kot veste, zgodovinarji sodobnega časa, 19. 20. stoletja, je naš problem obraten, da je virov preveč. Ker je glavni problem selekcija. Tukaj je pa virov relativno malo.
Mi bomo čez nekatere na vajah, recimo na enem od izjemno pomembnih, oziroma verjetno na najpomembnejšem viru za Karantanjo to delali. To je konverzija, to je spreobrnjenje Bavarcev in Karantancev. Zdaj, seveda se tukaj ne izključuje možnosti, da ne bo prišlo do nekega epohalnega odkritja še kakšnih virov, še kakšnih listin z arheološkimi izkopavanji, ne vem, še kakšnih cerkva, tabel in podobnih stvari. Tega nikakor ne moramo zaključiti. No? Dejstvo pa vendarle je, da pač zgodovinopis je še vedno, ko se sprašuje o tej najstarejši zgodovini, uporablja vire, dela na virih, ki so znani v bistvu že zelo, razmeroma pač zelo dolgo časa. In v bistvu, kar je nekaj zanimivega, glede na to, da je virov malo, ne, in da že več generacij zgodovinarjev dela na enih in istih virov, pomeni, da je tukaj v ospredje problem interpretacije. Interpretacija je tukaj pač glavni problem. In te interpretacije se tudi v bistvu ne bodo nehale, se bodo nadaljevale. Vedno znova bo šlo do nekih drugih interpretacij, do nekih drugih pač poudarkov. Ob tem seveda mogoče lahko računamo, da se bodo odkrili še kakšni fragmenti. Recimo primer, ta konverzija, o kateri mi govorimo, v tistem spisu, ki govori o Karantancih, je bila znana že zelo dolgo časa, vendar le so zadnji fragment po naključju odkrili v neki knjižnici, ne vem, med Prvo svetovno vojno 1915. In to je še vedno možno, v neki knjižnici, v nekem arhivu, je lahko v neki listini, ki na prvi pogled s tem prostorom nima zveze, nek urinek, nek zapis, ki nekaj iz daljnih stoletij poroča o tem prostoru. To je mogoče odkriti. Zdaj, ta zgodovina je luštna, tem bolj zato, ker pač vas ni malo, ki študirate više arheologijo zraven. To je recimo tisto obdobje zgodovine, kjer si arheologija in zgodovinarji zelo podajajo roke. Skratka, so sklepanja zgodovinarjev zelo odvisna od arheoloških raziskav. So zelo pomembna, ker pač govorimo o ljudstvih, o Slovanih, takrat ne zapuščajo za sabo pisnih virov. Vire v njih dajejo drugi. Tistim že v prostoru Italije duhovniki običajno, ko zapisujejo, ki so pismeni v latinščini. Ampak Slovani sami od sebe, kar zapustijo, pač ne govorijo v tem smislu, da bi pisali svojih virov takrat, ker nimajo še v tistih 5. 6. stoletju svoje pisave, ampak za njimi je ostajala pač materialna kultura, ki je pač jasno, ki jo pa odkrivajo v prvi vrsti arheologi, ki tukaj izjemno pomagajo zgodovinarjem, jasno. Pomagajo tudi, recimo, tukaj si podaja roke zgodovini in arheologiji tudi jezikoslovje. Ko proučujejo na sofisticirane načine slovanske, skratka primerjalno slovansko jezikoslovje, razvoj različnih dialektov, od Češke dol do sem. In se na podlagi tega špekulira. Razvoj dialektov in različnih slovanskih jezikov, podobnosti med slovanskimi jeziki od tega slovenskega prostora danes do Češke v odnosu do razlike za slovanskimi jeziki recimo jugovzhodnega dela, bivše recimo Jugoslavije. Kakšne razlike pač tukaj obstajajo. Ima to vezo z različnimi poselitvami Slovanov, z različnimi slovanskimi plemeni, da tako rečemo. In je to v bistvu tako zelo zanimivo. Glede na to, da je virov malo, je treba tiste, ki so dobro izkoristiti. Tukaj je recimo zelo fino, res, ker si roke podajajo in sodelujejo zelo različne vede, seveda tudi etnologi, antropologi in tako dalje, recimo. Zdaj, jaz dostikrat rečem, ko govorim o delu zgodovinarja kot poklica, pa ga primerjam z detektivom pogosto. O tem jaz zelo rad govorim, ker sem tudi velik ljubitelj serije raznih noir, ki govorijo o kriminalkah. In na nek način proučevanje te najstarejše zgodovine je blazno podobno delu kriminalista. Recimo, mi bomo vsak čas spregovorili
o velikih spremembah, ki jih je doživel ta prostor od sredine 6. pa do konca 6. stoletja, ko se je zgodilo v tem prostoru res nekaj velikega. Po tistem, ko Langobardi zapustijo ta prostor in gredo pač v Italijo, ta prostor naselijo pač konjeniška ljudstva, Avari, Slovani. Nenadoma zvemo, da začenjajo propadati škofije. Ampak samih natančnih virov, skratka, zgodilo se je tukaj nekaj epohalnega. Samo udrejo neka popolnoma nova ljudstva s svojo religijo, s svojim jezikom, z svojim razumevanjem politike in ekonomije. Skratka, nekaj epohalnega se zgodi tukaj. Pride do diskontinuitete z antiko. V bistvu prelomom v religiji, ki kasneje zahteva novo pokristjanjevanje, recimo, nekaj velikega, nekaj big. Ampak virov v tem imamo malo. In lahko iz raznih fragmentov sklepamo, kdaj se je to natančno zgodilo. Skratka, jaz to primerjam, ne vem, kot v kakšni, a veste, v noaru, ne? Ki se zgodi nekaj groznega, nek grozljiv umor, zamotan, ampak na začetku imate samo razne posamezne fragmente. In morate preko njih tipati, da bi sklepali, razumeli tisto tragično, kar se je zgodilo, recimo, ne. Na zelo podoben način, a veste, vse boste brali razprave, ko boste brali pri vajah Boga Grafenauerja, Petra Štiha, boste videli, kako se ukvarjajo z določenimi popolnoma zanemarljivimi malenkostmi. Ampak na nek tak čudovit detektivski način. Skratka, ja, ta paradoks je zelo vabljiv. V tem prostoru se je res v tistem času zgodilo res nekaj velikega. Viri so pa totalno skromni. V primerjavi z veličino tistega dogodka. Zdaj, danes vam bom nekatere vire predstavil, ne. Posebej pri srcu mi pa je tole delo. Pri kolegu Kosiju ste gotovo vse omenili Pavla Diakona. Zgodovina Langobardov. Historium Langobardorum. Nekaj ste o njemu povedali, gotovo. Kot sem se s kolegom Kosijem pogovarjal, na žalost, on ima še več snovi kot jaz, oziroma epoho skoraj tako dolgo, ampak več ali manj celotno pač Evropo. No. Tatka, veste, pač to je prevedeno, to fenomenalno delo je prevedeno v slovenščino. Prevedel je Kajetan Gantar, zraven imate pa tudi latinski izvirnik, spremna študija Bogo Grafenauer. Kdo je bil Pavel Diakon? Znate ponoviti? Kdo? Pavel Diakon je bil vrhunski intelektualec svoje dobe. Bil je Langobard v drugi polovici 8. stoletja. Umrl je konec 799 ali nekaj takega. Po propadu Langobardske države se je umaknil v samostan Monte Cassino in postal benediktinec. Napisal je veliko pomembnih historiografskih del, recimo tudi rimsko zgodovino, pa tole o svojem ljudstvu. Potem je precej časa preživel na dvoru Karla Velikega. Skratka, in ko beremo to knjigo, nejasno, ne, pač to je delo vrhunsko izobraženega človeka, ki se bere kot Igra prestolov v bistvu. A ste gledali Game of Thrones? Vsi? Ali pa Vikinge? Kaj je bolj koli? Game of Thrones itak, no prosim, no povejte to, no, mislim. Tukaj so take zgodbe. Popolnoma, kot da bi brali tiste zaplete, mislim, intrige, dvorne, okrutnosti, neverjetne, predstavljene na popolnoma banalen način. Ampak pač to lahko mi sklepamo, ki poznamo današnjo pop kulturo, ki črpa, se nam zdi srednjega veka. Ampak v resnici pač pravi prednik vseh teh zgodbic, ne, so pa svetopisemske pripovedke. Oziroma, pač jaz gledam iz te strani svetopisma, no, ki ga je mogoče in tudi treba, saj po eni strani gledati tudi kot literarno mojstrovino, ne samo dokument verskih razsežnosti, o tem jaz tukaj pač ne govorim. Pač govorim o svetem pismu kot o književnem žanru.
recimo zlasti Staro zavezo. Če berete recimo tisto iz Stare zaveze knjige Makabejcev, potem tiste pozne prerokinje, recimo Juditina knjiga, imate neverjetne zgodbe, imate akcijske, pač kjer je ogenj in meč, zvijačne, vdove, ki babilonskim vladarjem režejo vratove, ko jih napijejo predtem, ko oni pretendirajo, da bodo šli v posteljo z njimi, tako neverjetne stvari, to je wow, Imate, pravlična bitja v Stari zavezi, o tem bomo tudi še govorili, kot so morske pošasti, Leviatan, Behemot. V Genezi imate recimo obdobje velikanov, kot vsi veste, Skratka, Sveto pismo, poleg jasno pomembnih likov, kot je David, judovski kralj, pa Nova zaveza z Jezusom Kristusom, apostoli in tako dalje, nastopa tudi ogromno tistih, ki imajo sicer neko usporedno, ne glavno vlogo, ampak so zanimivi in blazno cool, recimo, Svet zmajev, evo, Game of Thrones, veste, pač imate še zmaje zraven, Recimo, to je, tako lepo, ko berete tega Pavla Diakona, kako on poroča. Pazite, benediktinski menih, v mestu Rimu je ob tej poplavi reka Tibera tako zelo narasla, da je njeno vodovje pluskalo čez mestno obzidje in preplavilo velik del mesta. Takrat je prišel po strugi reke skozi mesto z veliko množico kač tudi čudovito velik zmaj in priplaval do morja. Tako je za to poplavo je sledila nevarna kužna bolezen, imenovana trebušna kuga. Pač še kar random, pač en zmaj. Kako lepo, In takih stvari je polno, Tukaj sem posebej izpostavil en lep odlomek iz Pavla Diakona. Ko je langobardski kralj Alboin umoril očeta svoje žene in je pač na enem velikem žuru predlagal, da bi ona pila iz lobanje svojega očeta, jo pač prisili, recimo, To je pač v bistvu na nek način skoraj barbarski kič, kot bi danes lahko v filmih, Ž kategorije gledali, A veste, pač veste, stereotipni, pač barbari, kaj bolj barbarskega, kot da piješ, vino iz glave svojega fotra, Ampak to imate, prosim, tlele noter, Evo. Bil je ta mož njen, kralj Alboin, bolj vesel, kot je bilo potrebno, in je ukazal ponuditi kraljici vino, včasih si je bil dal narediti zlobanje svojega tastra, kralja Kunimunda. Torej pozval naj veselo pije svojim očetom. Da se to ne bo zdelo komu nemogoče, govorim resnico v Kristusu. Sam sem videl to čašo, pač videl dokaz. Kako je knez Radhis držal nekega praznika v rokah, ter jo kazal svojim gostom. Ko je Rozamunda to zaznala, je začudila v srcu globoko bolečino, ki ni mogla udušiti. Obšla je goreča želja, da bi z umorom soproga maščevala očetovo smrt. In se dobro maščuje, Ki proba za umor pridobiti enega zaupnikov kralja, pa je on zaupnik, pa on noče tega umora narediti, pa se ona pretvarja, da je služkinja in on spi z njo in pol, ne smem spati s kraljico, pač če mu ne boš odrezal glave, te zatožen, da si spal z mano, in pač mu odreže glavo. In srečno gremo naprej v slavni zgodovini Langobardov naprej. Tako da, mislim, to je v bistvu pač fenomenalna književnost. Med drugim pa tudi poroča to delo o spopadih German, raznih recimo Bavarcev in z Slovani, mimogrede. Imate enega od prvih omemb Karantanije, tukaj noter, o vdorih Slovanov v Furlanijo, kjer so vpisani recimo spopadi med Slovani pa med, Langobardi, kot akcijski film iz 80-ih, kako enih pobije, koliko in podobne zdaj. Skratka, do tega tudi še pridemo. Pač taka književnost, recimo ta zgodovina Langobardov velja Historium Langobardorum za eno od temeljnih virov. Za zgodovino, najstarejšo zgodovino, v bistvu še ravno že karolinško, Na začetku pač karolinškega obdobja, v tistih najpomembnejših stoletjih naseljevanja Slovanov. Sicer zdaj tukaj, preden naredimo pauzo in zaključimo ta uvod tematski, koliko časa traja sploh te velike selitve, premiki Slovanov.
V resnici trajajo več stoletij. Ampak pač najpomembnejše se zgodi v 6. stoletju. Kar še ne pomeni, da je konec, imate še v 8. stoletju. Nasplošno pa včasih, ko sem jaz hodil v osnovno šolo, so naše učiteljice, tovarišice še govorile o selitvi narodov, ne? Se pač obdobje selitve ljudstev v Evropi nekako za silo zaključi, kot vsi veste, v 10. stoletju. Ko so poraženi Ogri oziroma pač Madžari, no? Po Augsburškem tistem miru 925. In same selitve se pa začnejo že v 3. 4. stoletju, čeprav bi že prej lahko kot njihove začetke obravnavali vdore germanskih plemen na področju Rimskega imperija, kar ste itak obravnavali že pri kolegu po Bežinu, pa ne samo pač pri njemu. Skratka, v vsakem primeru imamo tukaj obdobje dolgih stoletij ljudstev, skratka, teh selitev, velikih migracij, ki temeljito prekvasijo Evropo, oziroma razpade Rimski imperij, nastanejo pa v bistvu novi imperiji. Skratka, gibanje slovanskih plemen, vendar ne samih, v sodelovanju in v nasprotju z drugimi plemeni, igrajo tudi tukaj svojo določeno težo. In izid tega sodelovanja, spopadanja slovanskih plemen, je pač tudi državna tvorba Karantanija. To je zdaj ta prvi del. Je kakšno vprašanje tukaj, kakšen komentar? Ne, to je krasno, brat, resno. Če pač se vam ne ljubi, so vam dolg čas vse serije, ki jih trenutno gledate, si dajte si kaj tazga prebrati, ali pa Svetopismo tudi, no. Je boljše od marsikatere serije, no, vam rečem, no. Stara zaveza zlasti, to je Makabejce, nujno. Tako da zdajle bomo naredili